Rak ne izbira. Tiho se priplazi v naša življenja in jemlje, je zapisala Katja Vidmar, plesalka in koreografinja dobrodelne plesne predstave Življenje je vrednota. Skozi zgodbo zdravnice, ki je zbolela za rakom in z globokimi sporočili, so ustvarjalci do kosti ganili publiko. So krajane 9-letnega Anžeta, ki je kot eden tistih junakov, ki so premagali raka, postal del predstave. Vidimo, kako pogumen fant si, stopiš na oder in svoje poveš in si nam vsem lahko vzor. Kakšno je tvoje sporočilo vsem? Da vsi, ki zbolijo, da imajo voljo in pogum. Takšne misli združujejo tudi člane ustanove Mali vitez, namenjene vsem odraslim, ki so preživeli raka. Nismo nek bav, ampak smo čist navadni ljudje, tako kot vsi ostali. Praktično iz ene in iste stvari smo se družimo, ker smo pač vsi preživeli neko izkušnjo v življenju, vsak po svoje in se tudi z njimi spopadamo. Da bi zagotovili čim več programov za lažje soočanje s posledicami bolezni, so se plesalci in prostovoljci odločili pomagati, tako kot znajo in zmorejo. Skozi plesno predstavo Življenje je vrednota. To izhaja iz nas vseh, predvsem iz mene, ker sem v družini to doživela 3-krat, v letošnjem letu in v lanskem, preko babice, očeta in prababice. In potem je nastala skupaj s temi plesalci in se mi zdi, da ko enkrat tekst pride ven, pa ko v bistvu zbereva še glasbo, ki je kot narisana za tekst, potem v bistvu koreografija sploh ni problem. In če imaš še take srčne ljudi, kot so naši plesalci, potem nastane v bistvu taka močna predstava, kot je ta. Probamo dati sporočilo, ne? In to sporočilo naj bo trajno, naj bo, da se nekaj časa razmišljamo o tem in da mogoče kaj spremenimo v tem. Vemo, da lahko z plesom, s umetnostjo in z neko dobrodelnostjo premaknemo stvari, ki jih sicer mogoče z normalnimi življenjskimi ne moremo. Zato smo v bistvu zelo veseli, da smo vsi skupaj prišli v ta projekt, da so ga ljudje sprejeli, da ga plesalci izvajajo in da predvsem publika v bistvu nam pride nasproti in da nam odpira vrata, da lahko to naprej dolimo to sporočilo. Gostovali so na odrih po vsej Sloveniji. 16. maja gredo na gostovanje v Zagreb, a Selnico pravijo, da bodo pomnili vse življenje. To je vendar Anžetov rojstni kraj. Z njegovim videom osebne razlage zdravljenja raka pa se pričenja njihova predstava. In potem lahko nadaljujemo našo zgodbo o tej zdravnici, ki zboli za rakom in potem doživlja isto kot njeni bolniki. Ampak še vseeno smo želeli na koncu dati sporočilo, da je življenje res vrednota, da ga moramo vsi živeti polno, da se moramo zavedati vsakega trenutka in da so te trenutki tako zelo dragoceni, da je to tisto, na kar moramo biti najbolj pozorni. Življenje je vrednota. Dobro bi bilo, da bi se tega zavedali v vsakem trenutku in ne samo takrat, ko nas na to opomni bolezen.